Dober večer, spoštovana publika v dvorani Delavskega doma Zagorje. Tokrat na drugem največjem zasavskem regijskem soočenju za volitve v Državni zbor 2026. Spoštovani gledalci, ki nas spremljate nadaljavo, lahko vam zagotovimo, da ne boste zamudili kaj posebnega, tudi če vas danes ni z nami. In seveda največji pozdrav vsem našim pogumnim kandidatom, ki so se danes odločili stopiti na oder, predstaviti ljudem v okraju Zagorje ob Savi. Dober večer. Med nami pozdravljam Kajtimirja Kunca, koalicija Alternativa za Slovenijo. Naslednja v vrsti je Alenka Forte, Slovenska demokratska stranka. Uroš Macerl, ki zastopa Levico in Vesno. Natalija Stošicki, Demokrati Anžeta Logarja. Lep pozdrav tudi Tanji Brajer, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus Marka Lotriča. Pred zadnji v vrsti je Til Šiles, Mi socialisti. In še na skrajnem koncu gospod Peter Gospodarič, Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča. Tisti, ki ste že spremljali soočenje v Trbovljah, veste, da smo na začetku kandidatom ponudili 30 sekund, da se predstavijo in prav nič drugače ne bo tudi danes. Pa kar začnimo, gospod Kajtimir Kunc, izvolite. Ja, dober večer vsem skupaj. Jaz sem upokojenec. V Zagorje sem se priselil leta 2023, se pravi, da upam, da sem že dobil potni list zagorski. Drugač pa od upokojitve, praktično takoj po upokojitvi sem se začel ukvarjati s problematiko upokojencev. To problematiko sem pač obravnaval tako prek medijev ali družbenih omrežij, kot tudi v direktnem pogovoru z posameznimi poslanci oziroma poslanskimi skupinami. Moj boj je prepoznala pač koalicija stranka Alternativa za Slovenijo, tako da sem pač jaz na njihovo povabilo se odzval in bom ta svoj boj nadaljeval v institucionalni obliki vnaprej. Najlepša hvala. Gospa Alenka Forte, izvolite. Hvala, sem Alenka Forte, zdravnica, že skoraj 40 let delovne dobe. Bila sem splošni zdravnik, bila sem bolnišnični zdravnik, 27 let sem koncesionarka. V Slovenski demokratski stranki sem že 17 let in 10-11 let vodim odbor za zdravstvo in bila odgovorna za pripravo reformnega predloga za zdravstvo za naslednji mandat. Naš program stoji že od leta 2015, bila sem pa tudi v težkem času COVID-a državna sekretarka, kjer sem pa posebno pozornost posvetila poleg COVID-nih problemov seveda tudi primarnemu zdravstvu. Najlepša hvala. Na vrsti je gospod Uroš Macerl. Ja, lep dober večer, sem Uroš Macerl, rojen v Zagorju, 68 leta, sem oče 4 otrok, zdaj mogoče pred 22 sem prevzel kmetijo, pred 25 sem nastopil kot predsednik krajevne skupnosti in začel delati na takih družbenih zadevah, gasilc, in nekako z vstopom Lafargea v Zasavje prevzel Ekokrog, tudi 15 let boja za čistejše okolje, kar nam je na koncu vsem skupaj z veliko podporo tudi občanov in občine Zagorje uspelo. In zdaj nadaljujem ta boj kot sopredsednik Vesne, da prenesemo te zadeve v Državni zbor. Hvala lepa. Gospa Natalija Stošicki. Dobar dan, sem Natalija Stošicki, univerzitetna diplomirana ekonomistka iz Zagorja, celo življenje Zagorjanka, drugače finančnica in razvojnica, tako bi se na kratko opisala. Kot finančnica sem bila finančna direktorica Vzajemne, bila predsednica uprave Alta skladu, ki je prejela nagrado za najboljšega upravljavca v Sloveniji, ki je nebančni upravljalec investicijskih skladov.
Delala sem pogodbeno 4 leta za Evropski parlament, za odbor za monetarno politiko, kjer sem bila pač njihova svetovalka zunanja finančna. Delala sem za Evropsko komisijo, tudi po pogodbi, in delala sem za Svetovno banko v islamskih državah kot edina ženska pravzaprav svetovalka. Spoznam se na finance, na gospodarstvo. Za gospodarstvo sem kot razvojnica delala na SID banki 10 let podporo ukrepom gospodarstva. Hvala lepa. Mikrofon tokrat Tanji Brajer. Hvala, lepo pozdravljeni. Sem Tanja Brajer, prihajam iz Zagorske doline, tudi jaz sem že cel življenje Zagorjanka. Kandidiram na skupni listi Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokus Marka Lotriča. Za kandidaturo sem se odločila, ker imam rada Slovenijo, ker tukaj živijo moji otroci, moji starši, ampak zadnje čase grejo stvari malo v napačno smer. Zato sem zbrala pogum, uporabila bom zdravo kmečko pamet in jaz grem v akcijo. Super, hvala lepa. Gospod Til Šiles. Pozdravljeni, jaz sem Til Šiles, kandidiram na listi Mi socialisti. Zdaj, zakaj kandidiram? Zaradi tega, ker živimo v svetu, ko nam trenutno prežijo vojne. Na eni strani imamo draginjo, na drugi strani imamo milijonarje, multimiliarderje z bajnimi dobički, takimi, ko še nikoli prej. In zato na to imamo odgovor v stranki Mi socialisti. Hvala lepa. Gospod Peter Gospodarič, izvolite. Dober večer, sem Peter Gospodarič, rojen na Pulah v Zagorju. Po poklicu sem revizor, sicer diplomirani ekonomist. Kmalu me je življenjska pot zanesla v tujino, v gospodarstvo, predvsem sem delal v vzhodni, srednji Evropi, nekaj malega tudi v centralni Aziji. In tam sem lahko z prve vrste opazoval, kako mlada demokracija lahko zelo hitro degradira v avtoritarizem. In po vrnitvi v Slovenijo sem se na povabilo kolegov odločil, da kandidiram na listi stranke Prerod, da vrnemo Sloveniji neko normalno, odgovorno in politiko sodelovanja. Najlepša hvala vsem 7 kandidatom. Zdaj pa je čas za malo manj pripravljene zadeve za vas, torej za vprašanja. Začeli bomo. Z zakonom se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20 000 prebivalcev in 15 000 delovnih mest, ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Ali menite, da bi morala občina Zagorje postati mestna občina, torej ne glede na zakon, ali Zasavje potrebuje mestno občino? Pa bomo začeli kar pri vas, gospod Gospodarič. Hvala. Status mestne občine prenaša zelo veliko prednosti za samo občino. Lahko se prijavlja na razpise evropskih sredstev čisto drugih kategorij, čisto drugih zneskov. Tako da z tega stališča sve je zelo dobro, če je mestna občina prepoznana kot mestna občina, občina prepozna status mestne občine. Kriteriji, ki ste jih navedli, so pa nekako objektivna realnost. Povečje število prebivalcev, delovnih mest, hkrati tudi postati neko središče oziroma saj imeti en visokošolski zavod, tudi mislim, da je pogoj za pridobitev mestne občine. Vse to je fajn, vse občine stremijo k temu. Kaj pa pravzaprav lahko mi kot poslanci oziroma občani Ali menite, da vsaka regija potrebuje mestno občino? Ja. Kar se tiče regije, da, absolutno. Dobro. Gospod Til Šiles, kakšno je vaše mnenje? Mestna občina in ali je to Zagorje? Mestna občina ja, Zagorje ne izpolnjuje kriterijev, nažalost, pa tudi nobena drugih zasavskih občin ne, tako da tle bi mogoče lahko tuhtali tudi v združitvi, zaradi tega, ker pač imamo v Sloveniji 2 milijona prebivalcev pa 212 občin. Hvala lepa. Gospa Tanja Brajer, 2 občini v Sloveniji oziroma 2 regiji v Sloveniji sta, ki nimata mestne občine in to je ena je tudi medtem Zasavje. Poznamo tudi primer Krškega, ki ni izpolnjeval pogojev, pa je postal mestna občina. Kakšno je vaše mnenje glede Zagorja in mestne občine v regiji Zasavje? Ja, naša skupna lista je sigurno za mestno občino in seveda za Zagorje. Tukaj sigurno se da marsikaj narediti, odpreti delovna mesta, s tem se bo pridobilo ljudi in tudi ostale pogoje. Jaz verjamem, da se da izpolniti in tudi, kot ste omenili, če je uspelo Krškemu, zakaj Zagorju ne bi. Gospa Stošicki, kakšno je vaše mnenje? Vse regije z mestno občino?
Ja, jaz kriterijev ne bi nižala, a ne, zato ker je razlog, zakaj so kriteriji takšni, kot so, da ne bi potem imeli toliko mestnih občin, kar je zdaj občina, ne, in te misli se treba izogniti, ampak mestno občino imeti v regiji je tisto, kar bi morali stremeti. Jaz menim, da Zagorje potrebuje še določeno število prebivalstva, da bo izpolnjevalo pogoj in ne vidim, zakaj jih ne bi. Je pa seveda treba narediti ustrezne ukrepe, zato da bojo ljudje prišli v Zagorje živeti. Okay. Eno so seveda delovna mesta, druga pa še marsikaj drugega. Dobro, občina Zagorje potrebuje več pogojev, da bo ustrezala zakonskim. Gospod Uroš Macerl. Ja, kot regija prav gotovo bi bilo dobro, podpiramo. In Zagorje je ena, občina, ki je verjetno najbližje tem, nima pa še vseh pogojev. Če je uspelo tudi občini brez vseh kriterijev, jaz ne vem, zakaj ne bi tudi Zagorju, če se dobro pogajamo in zadeva prav gotovo na dolgi rok prinaša koristi. Najlepša hvala. Gospa Forte, sem prepričana, da tudi vi imate mnenje. Ja, predvsem sem žalostna, občina Zagorje ob Savi imela že skoraj 20.000 prebivalcev, po mojem spominu, žal je sedaj okrog 16.500. Kot del zasavske regije je vedno bila bolj napredna, bolj razvita, žal pa statistični podatki za zadnji 3-4 leta kažejo, da žal tudi Zagorje tone v to, kljub dobri zaposlenosti, ena najnižjih v Sloveniji, ampak žal delovna mesta nimajo tiste dodane vrednosti kot recimo v mestnih občinah in vsekakor je treba ustvarjati politike na državni ravni, ki bodo regiji in tudi občini zagotavljala nova delovna mesta z dodano vrednostjo, pogoje, da se mlade družine priseljujejo, morate vedeti, da imamo tudi v Zagorju žal negativni prirast in je treba ustvariti politike za razvoj občine, ali ta status mestne občine nekaj doprinese, mogoče višji povprečnino, ampak vendarle moramo gledati druge ukrepe, ki bodo občino dvignile. Torej ste za mestno občino v regiji Zasavje in Zagorje? Da, ampak treba je najprej izboljšati te kriterije, te slabe demografske podatke, ki se približujejo povprečno zasavskim, in je treba ustvarjati delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in zagotoviti naravni prirast, torej priseljevanje več družin, to so pa pogoji. In to je pred nami. Dobro, hvala lepa. Gospod Kunc, kaj bi rekli vi? Ja, jaz pravim tako, če so postavljena neka pravila, potem jih je treba spoštovati. In če Zagorje ob Savi ali pa nobeno mesto v Zasavju ne izpolnjuje teh pogojev, pač se moramo s tem sprijazniti na nek način. Res pa je to, da pač lahko z nekimi stimulativnimi ukrepi v nekem določenem času dosežemo to, da bomo tudi mi izpolnjevali te kriterije in da bomo lahko postali mestna občina. Imamo izkušnje že z ustanavljanjem občin, ko se kriteriji niso spoštovali in so pač tudi neke zelo majhne občine v Sloveniji. Imamo 212 občin, kar za mestno, mislim, toliko majhno državo, kot smo mi, mislim, da je skoraj absurdno. Ok, dobro, najlepša hvala vsem in nadaljujemo. V Sloveniji je 27.300 nevladnih organizacij, samo v Zasavju več kot 600. Desni politični pol zagovarja ukinitev teh. Ali se strinjate, da Slovenija ukine nevladni sektor in ustavi financiranje? Pa gospod Uroš Macerl, začnimo z vami, vi ste bili dolgo del nevladnega sektorja. Ja, v Levici in Vesni zagovarjamo, da se nevladnih organizacij ne ukinja, ne levih, ne desnih. Zakaj? Če samo pogledamo naš primer, nevladne organizacije pač delujejo, eni na področju kulture, eni na področju športa, drugi na področju okoljevarstva, drugi na človekovih pravicah, ampak vse potrebujemo. Zato, ker nevladne organizacije so neke vrste korektiv politike in kapitala. Kadar politika in kapital zgrešita, ima ta civilna družba možnost, da odpravi te napake, da na njih opozori in pot, da to naredi, je zelo težka in zakomplicirana. Ampak poglejmo, recimo v zgodovini je že kar neki ratal je nam v Zasavju, ratal je spremeniti zakonodajo v Anhovem, ubranili smo recimo referendum o vodah in brez te delujoče civilne družbe bi bila danes demokracija bistveno slabša. Hvala lepa. Gospa Stošicki, se strinjate s kolegom? Ja, levo pa desno bom rekla sredina, ampak
Jaz sem bila 4 leta predsednica, prostovoljno predsednica Društva za fenilketonurijo Slovenije, to je pač društvo, ki deluje v interesu javnega zdravja. To so samopomočni bolniki, organizirani po celi Sloveniji. Če ne bi bilo takšnih organizacij, bi precej ta teža tega prostovoljstva padla na javno zdravstveno mrežo ali pa še na socialno mrežo. Ne? In se mi zdi, da seveda bolniki, razumemo bolnike, vemo, kaj potrebuje in smo lahko tisti jeziček, kjer mogoče država ne vidi, kaj je potrebno, pa lahko na to opozarja. Zato sem za takšne v bistvu koristne, ki imajo učinke javne, a ne na splošno dobrobit državljanov, na takšne civilne družbe in njihovo financiranje sem. Smo se pa žal šli v preveč razdrobljen sistem, lahko celo trdim neučinkovit sistem, no, in bi bilo treba neka konsolidacija tukaj narediti in predvsem nadzor in spremljava tega, da dejansko dobijo financiranje bolj tisti, ki res imajo učinke na javno zdravstvo, na javno splošno dobro. Dobro, hvala lepa. Gospa Brajer, kaj menite o nevladnih in obstoju nevladnih organizacij? Ja, nevladne organizacije lahko razdelimo na dva dela. En del so gasilci, športniki, kulturniki, pomoč zdravstvu in takšne stvari. Tukaj vsekakor podpiram, da je denar še več denarja, ker to so res ljudje, ki prostovoljno delajo in dajo svoj čas, svoje življenje za to, da pomagajo. Potem pa poznamo tudi drug del, kjer so pa aktivisti, ki so podaljški političnih aktivnosti. Tistih bi bilo pa pač treba. Hvala lepa. Gospod Šiles, kakšno je vaše mnenje? NVO-ji so mnenja, da morajo biti, če pa država rabi denar, da ga naberemo, ga lahko pa to naberemo, se mi zdi, per RKC-ev, ker ima zelo veliko ozemlja, zelo veliko denarja, ko ga ne porablja za pametne namene, ne bo ne. Hvala lepa. Še ena replika je bila, gospod Macerl, potem pa gospodarič, izvolite. Rad bi samo opozoril, da je tak način komunikacije o tem, kire so prave nevladne organizacije in katere ne, zelo nevaren. Pred dnevi smo imeli soočenje in ena polovica političnih strank je rekla, civilna družba in nevladne organizacije so temelj demokracije in smo naredili piko. Druga polovica je pa rekla tam veca, ampak pa so začeli naštevati, kire so prave in kire niso prave. Od tu naprej, ko politiki dovoliš, da to dela, potem ubiješ civilno družbo, ubiješ demokracijo in potem prideš v smislu avtoritarne politike, ki jo gledamo v Ameriki, na Mačarskem, v Srbiji in mislim, da si tega ne želimo. Dobro. Hvala lepa. Gospodarič. Uroš Macerl mi je pravkar ukradel govor. Se pravi, lahko rečem, tudi jaz sem član, se pravi, 2 slovskih družin, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih častnikov, kinološkega društva, Zveze združenj borcev NOB, vse to so nevladne organizacije in kolikor vem, se vse financiramo iz lastnih članarin in prispevkov. Tako da niti ne vem, kako bi to ta proračun lahko toliko bremenil. Če smo imeli 2015 9 milijard državnega proračuna, zdaj ga imamo 16, teh dodatnih 7 milijard, mislim, da vse te nevladne organizacije tukaj noter so tak drobiž, da ne vem, kje ima smisel se o tem pogovarjati. Je pa točno tako, ko je rekel, da to pa direktno škoduje demokratičnim procesom v naši družbi. Hvala lepa. Gospod Kunc. Ja, prav gotovo nisem za to, da bi se nevladne organizacije ukinile. Konec koncev je skoraj vsak med nami, a ne član neke nevladne organizacije. Gospod iz Preroda je že povedal, a ne, jaz sem tudi član recimo Avtomoto društva, ki ga tudi lahko štejemo med nevladne organizacije. Je pač te nevladne organizacije so, kot je gospod Macerl tudi povedal, a ne, pač nek nadzornik, bi rekel, demokratične družbe. Po drugi strani se mi pa zdi, da je pa zelo nevarno, a ne, če te nevladne organizacije postanejo podaljšek neke aktualne politike. Na to bi morali biti posebej pozorni. Okay. Najlepša hvala. In še gospa Forte, izvolite. Ja, hvala, da sem dobila besedo zadnja. Vsi so povedali vse. Pridružujem se temu, da so nevladne organizacije zrcalo demokratične družbe, da se tam združujejo ljudje z istimi interesi, ki pač imajo
skupne interese, bodi si športna društva, bodi se druge nevladne organizacije, je pa problem v Sloveniji financiranja. Večina društev se financira skozi prispevke in dotacije občin, imamo pa nevladne organizacije, ki znajo krepko biti presesane na državni proračun in tukaj v Slovenski demokratski stranki ne ukinjamo, kot ste rekli, desna sredina ali desna opcija, ne ukinjamo nevladnih organizacij, temveč mislimo, da je treba pristopiti k drugačnemu načinu financiranja, kjer mi vsi se lahko odrečemo, mislim, da 1% dohodnine in zakaj ne bi nekatera društva, ki imajo pač nek interes, se tudi financirala preko sistema, da pač člani ali državljani, kdorkoli nameni del svoje dohodnine, tisti, ki je zakonsko primeren. Je pa seveda problem, kot je gospod rekel, če imamo nevladne organizacije pod narekovaji, ki so financirane iz tujine, in potem so podaljšek neke politike. To pa je sporno. Dobro, najlepša hvala vsem kandidatom. In nadaljujemo. Ko smo izbirali vprašanja za današnje soočenje, si ponavadi rečemo, ne bomo se ponavljali, ne bomo šli na isto, ampak nekako ni šlo mimo medijskih toplic. Da ne odpiramo celotne več desetletne zgodbe, poglejmo samo nekaj let nazaj. Hotelir iz Rogaške Slatine je za 400 000 evrov kupil ogromno zemljišče, kjer so poleg lokacije, ki je vstopna točka v regijo iz avtoceste, dragoceni še vodni viri. Po velikih načrtih je lokacija zopet v prodaji, a za več kot 3-kratno ceno. Ali menite, da bi morala država imeti kakšne vzvode oziroma ali jih ima, ki bi jih lahko uporabila, da bi takšne strateške lokacije zavarovala? Prosim, če ste konkretni, kaj bi bila rešitev strani države, zdaj govorimo. Pa gospa Stošicki, morda zdaj začnimo z vami. Ja, v bistvu voda je življenje, pravijo, in tudi termalne vode, ki so v Sloveniji, so nekje dobro izkoriščene, nekje pa malo manj dobro izkoriščene in menim, da je treba takšne naravne vire, jih znati in znati tudi pravilno uporabljati. Tako da z tega vidika vsekakor na nacionalni ravni je potrebno narediti pravila glede tega in imeti določene pač smernice, kako ravnati s takimi viri. Kar se pa tiče konkretno medijskih toplic, bom rekla pa tako, za zgodovino za nazaj ne bom komentirala, zaradi tega, ker je že mimo in nima smisla. Mislim, treba je gledati naprej in gledati, kaj se da narediti. In kot razumem, geotermalna voda je tu, jo je potrebno uporabiti v najboljši možni meri. Torej bi morala država zaščititi ta vir? Ja, mislim, da da, s tem, da mogoče še to bi rekla, veliko je evropskih virov, sredstev financiranja, ki je možno se jih izkoristiti za to vrstne izkoristek, za financiranje v bistvu razvoja turizma, kombinacij s koriščenjem pač takšnih virov. In tako da mislim, da tukaj se da dobiti sredstva in da se tudi kaj narediti. Dobro, hvala. Gospa Brajer, zemljišče je v zasebni lasti. Kaj storiti z vodnim virom, ki bi ga želela država zaščititi? Ja, jaz tudi mislim, da tukaj država bi mogla prijeti naproti in poskrbeti za take unikatne stvari. Kot ste omenili, stvar je v zasebni lasti. Jaz verjamem, da bo enkrat priložnost tudi po neki normalni ceni, da se lahko nekaj s tem naredi. Je pa sigurno to naša izhodiščna točka za turizem Zasavja in vsega. S tem bi lahko oživeli turizem in Zagorje in celotno Zasavje in tudi sigurno se da dobiti kakšna evropska sredstva, da bi se to lahko uredili. Tako da jaz sem prepričana, da se da in da tudi država lahko tukaj pomaga. Ok, hvala. Gospod Šiles, ali imamo kakšne konkretne predloge, kaj lahko država stori v tem primeru, da bi zaščitila ali lokacijo ali vsaj vodni vir? Jaz sem mnenja, da bi to vse mogli biti zaščiten, kadarkoli ne sem tukaj. Za medijske toplice pa se, kot smo videli 20 let, se že pregajajo in te kapitalisti na eni strani, na drugi strani občina, tako da naš predlog bi bil tukaj nacionalizacija, pa pač narediti nek rehabilitacijski center za določene vrste bolnikov, pa tudi s tem oživeti turizem. Hvala lepa, gospod Gospodarič. Bi se strinjal s kolegom. Ena rešitev definitivno bi bila nacionalizacija in vključitev te cele lokacije v nek zdravstveni sistem. V redu, to bi bila rešitev, drugače po drugi strani vodni vir kot tak, razumem, je že zaščiten zakonodajo, drugi strani gre pa za zasebno investicijo in če bi bil tak
potencial za turizem, kot si mogoče bi radi predstavljali, ne, bi najbrž se že tam tudi kaj naredili. Ne. Če bi bila ta lokacija v Ljubljani ali pa blizu Bleda, bi bil hotel že zdavno zgrajen. Ne. Tako da ne smemo pozabiti na trdo ekonomsko logiko. Ne. Očitno ta lokacija ni tako ekonomsko zanimiva, da bi se zasebnemu kapitalu splačalo vanjo vlagati, da bi za to dobil primerni dobiček. Ne. Hvala lepa. Se strinjate, gospod Kunc? Ja, jaz bi najprej rekel, da je to prava sramota, če se peljemo iz Zagorja proti avtocesti ali pa ko se vračamo domov, da se peljemo in teh ruševin, ki so v Izlakah oziroma te medijske toplice. Vodne vire imamo mi zaščitene že z ustavo, tako da tlele nimamo kaj debatirati, kaj bi naredila. Pač je treba sprejeto zakonodajo izvajati. Zdaj, če pač ta zasebnik ni pripravljen prodati oziroma izsiljuje za svojo ceno, je pač treba najti neke druge ukrepe, konec koncev tudi z nacionalizacijo, da zaščitimo vodne vire, drugo pa je potem stvar tako podjetniške pobude kot recimo poslovnega interesa, da se pač tam nekaj naredi, objekti, ki so zraven, nek bivši bazen, ki je že leta zaprt, to vse skupaj propada in enkrat, če se ne bo nič naredil, bo vse skupaj ena velika ruševina. Ok. Gospa Forte, kaj lahko država oziroma bi morala storiti? Jaz mislim, da v bodoče mora država na našo regijo, ki je ena najslabše razvitih, imeti posebno pozornost. Torej, mi potrebujemo evropska sredstva, pomoč države. Kolikor jaz vem, je žal ta vrtina zamrla, tako da te geotermalne vode več ni na površju. Tako da tukaj bo treba narediti novo vrtino. Če se spomnim, je ta geotermalna voda imela 28 največ stopinj, sodi bolj med hipotermne vode in res obžalujem tega krasnega bazena. To je bil v bistvu za polovico Ljubljančanov izlet za vikend in so bile krasne toplice in sploh ne razumem te logike, zakaj je ta hotel z vsemi tudi, bom rekla, temi kongresnimi kapacitetami zamrl. Zasavski zdravniki smo imeli leta in leta letna srečanja in izobraževanja v tem hotelu. In ne vidim, če bi združili lokalna skupnost in država, katera odgovornost je, da skrbi za enakomerni razvoj vseh regij, ne vidim, kako bi lahko država tukaj gledala stran in je treba skozi te razvojne projekte in enakomeren razvoj pripeljati v Zasavje, v Zagorje, na Izlake, tudi investicije strani države. Potem pa bo mogoče tudi ta lastnik, denacionalizacija, ne vem, koliko je to upravičena, kako bi to šlo skozi sodno pot, vendarle nek stimulus lokalno in strani države mora biti in verjamem, da bo tukaj zrasel hotel, kater bo Zagorju in Zasavju ponos. Hvala lepa. Gospod Materl, še vi ste ostali in vaše mnenje, kaj storiti, kaj lahko država stori z medijskimi toplicami? Zdaj mogoče najprej to, da jaz mislim, da so te medijske toplice in vodstvo občine Zagorje in vsem Zagorjankam in Zagorjanom verjetno ena velika bolečina. In tudi ena velika želja, da bi se to enkrat uredili. In da se obstaja trud, neprestan trud, ampak žal nekako do zdaj neuspešno. Drugo je, kar se tiče samih vodnih virov, v Vesni in v Levici mislimo, da te vodni viri so vsak dan bolj strateško pomembni, tudi zaradi podnebnih sprememb in svetovno gledano je voda izjemnega pomena. Slovenija ima ta trenutek zelo dobre danosti, ampak te vodne vire je treba zavarovati in jih tudi, kar se tiče dajanja koncesij tujim lastnikom, tudi tu smo za to skrajno omejiti. Če pogledamo samo, kako so se pivovarne prodale, in kako je v bistvu prodaja pivovarn dobiti dobro vodo in koncesija za vodo. To je eno. Drugo pa, te medijske toplice so nek strateška točka za zasavjski turizem in glede na to, da je bil Zasavje desetletja ali pa stoletja nekako turizem zelo omejen zaradi težke industrije in onesnaženja, jaz verjamem, da se treba politično na državnem nivoju potruditi, da se ta priložnost vrne in da država vrne tisto, kar je Zasavje dalo, z enim takom vložkom v eno tako strateško točko, kot je to, in pomagamo razviti zasavski turizem. Hvala lepa. Še gospa Forte je imela repliko. Ja.
Moj spomin seže res daleč nazaj in jaz se spomnim, da je bil tudi to pomemben zdravstveni center za zdravljenje otrok z astmo. Obstajala je posebna solna soba, kjer so ti otroci za kronično pljučno boleznijo redno hodili tudi na rehabilitacijo in so bili učinki zelo dobri. Tako da tukaj res lahko zraste hotelsko-zdravstveni center, ki bo služil tudi širše kot samo Zagorju in Zasavju. Hvala lepa. Še Til Šilec, potem pa zaključimo s to temo. Meni se zdi, da SDS je že 3-krat vodil to državo, pa niste na račun medijskih toplic naredili čist nič. V redu, nadaljujemo torej. Naslednje vprašanje. Kdaj bi moral politik, pa naj bo to minister, poslanec, premier, odstopiti? Navedite en konkreten primer iz Slovenije, pa naj bo to kazenska ovadba, kršenje integritete, pravnomočna obsodba, civilna tožba, neprimerne izjave ali karkoli, morda že samo očitki. Gospod Kunc, začeli bomo z vami. Torej, kdaj bi moral politik odstopiti? Prav gotovo takrat, ko ne drži svoje besede. A ne? Takrat mislim, to pač s tem ogoljufa volivce. Kakšen konkreten primer morda? Ja, konkreten primer, ne, o katerem sem jaz pač pisal že leta 2022, je ta, ne, ko je predsednik vlade Golob izjavil, pač, da bojo vse družbene skupine obravnavali z enakimi merili, pa se to ni zgodilo. Naprimer, takrat se je minimalna plača dvignila za 13%, plače javnih uslužbencem so se dvignile za 9,2%, upokojenci smo pa dobili redno uskladitev 4,5%. A so to enaka merila za vse družbene skupine? Po moje ne. Hvala lepa. Gospa Alenka Forte, kaj menite, kdaj bi nek politik moral odstopiti in konkreten primer? Teh primerov je dosti. Jaz osebno kot zdravnica se mi zdi, mene osebno najbolj prizadel to, da mandatar zdravnike opisuje z dvoživkami. To je takšna žaljivka za neko, bom rekla, poklicno skupino, da si to en predsednik države ne bi smel dovoliti. Več pa ne bom. Ok, hvala lepa. Gospod Macerl, kdaj in konkreten primer? Ja, zdaj, če pogledamo, kriteriji so lahko zelo različni. In tudi v praksi imamo od odstopa zaradi ukradenega sendviča do ene neplačane sobe ali pa dveh neplačanih nočitev. Ampak po vašem kdaj? Po moje je prav gotovo pravnomočna obsojenost, drugo pa odvisno na kakšnem položaju si, če si na odgovornem položaju, pravzaprav na koncu vedno so volilci tisti, ki presodijo. Če gre predaleč, jaz verjamem, da volilci kaznujejo. V vsakem primeru pa ima to sam pri sebi vsak nek kriterij in jaz sem za to, da se te kriteriji zelo strogo postavijo. Ok, najlepša hvala. Gospa Stošicki, kdaj bi moral politik odstopiti in slovenski primer? Ja, Konfucij je rekel, ne, dober voditelj je tisti, ki pri prevzemanju vodstvene vloge ali pa voditeljstva nad ljudmi vidi odgovornost, in slab tisti, ki vidi osebne koristi. In s tem se popolnoma strinjam. Mislim, da takoj v tisti moment, ko začne nekdo delati za svojo korist, ne za korist tistih, ki so ga zvolili, bi moral odstopiti. Zdaj konkretno bom rekla, se tukaj vidi, ne, več primerov je bilo odstopov, vsakemu svoj moralni kompas, eden visoko nastavljen, drug torej sendviči, ne, drug pa ga pač ni imel sploh, ne, ker pomeni gre za sistem vrednot, kje smo, ne, in sistem vrednot nimamo postavljen na ravni družbe, ne, imamo individualne sisteme vrednot, nimamo pa na ravni družbe in to predvsem tisto, kar manjka, tako da to bi rekla, da pač odgovornost je tista, ki v bistvu terja odstop. Kakšen konkreten primer? Ja, konkretnih primerov je bilo kar nekaj, ne, se pravim, ta sendvič je bil sigurno primer, jaz moram reči, da nikoli nisem gledala politično, kako so se za odgovornost terjali posamezni politiki, no, ampak ja, tako je rekel tudi Macerl, se sami v bistvu potem volivci povejo, ampak nažalost šele takrat, ne. Gospa Brajer, kdaj bi moral politik odstopiti in kakšen slovenski primer, ali ko je nekdo odstopil, pa je bilo primerno, ali bi moral, pa ni? Ja, kot veste, sem jaz zelo glasno opozarjala na nepravilnosti pri razpisu Spirit in v tem primeru je bilo jasno, da so nepravilnosti velike dogajajo, tudi zdaj v ta drugem primeri se kar neki pogoji spreminjajo, tako da jaz mislim, da tukaj bi mogel nekdo odstopiti, pa ni, ne. Kdo pa? Ja, minister Han, ne. Ok.
Najlepša hvala, gospod Til Šiles. Primer, konkreten. Primer odstopali so že tudi, tako kot je Uroš rekel, zaradi ukradenih sendvičev, do zdaj imamo Goloba, ko ga je protikorupcijska komisija ugotovila kršenje integritete, ampak mene veliko bolj kot odstopi tukaj zamenjajo, kdaj bo kdo nosil odgovornost za to. Ne samo, da bo odstopil iz tega položaja, ampak da bo tretiran, da bo šla Tudi tožba kakšen naprej. konkreten primer? Kako? Tudi kakšen konkreten primer? Vse imamo, zdaj Teodorja, ko je poslanec recimo, pa je z asfaltom, vemo vsi, poznamo vsi zgodbo, kako si je asfaltiral do Bajte. Hvala lepa, gospod Gospodarič. Jaz mislim, da bi tukaj mogli mi voljivci postaviti te kriterije, ne? In to recimo, če se navežem spet na kolega, ne? Stranka, ki kandidira tazga človeka, ki je obremenjen do te mere že za parlament, mislim, da si zasluži sporočilo, da se tega pri nas ne dela. Hvala lepa, še replika gospoda Macerla. Jaz sem v primeru razpisa Spirit videl probleme. Seveda so bili, ampak so bili na velenjski strani. V Zasavju noben dokazan, ampak na koncu jaz mislim, da je ravno zasavske firme so dobile največjo kazen in izgubo nekih zelo dobrih investicij. Ampak zdaj govorimo o odgovornosti politikov, a ne? Ampak ravno bi rad to poudaril, da samo poudarjanje in iskanje krivca, pa na koncu včasih se zgodi, da odgovorni ne odstopi, razpis je padel, padajo pa potem dobre investicije in v Zasavju smo imeli en tak primer. Žal. Okay, hvala lepa. Še gospa Brajer je imela repliko, izvolite. Ja, jaz se vsekakor strinjam, da prevzeti bi mogli odgovornost in to popraviti. In žal je v Zasavju vse izteklo tako, kot se je, ampak jaz bom vedno še naprej opozarjala na krivice in nepravilnosti, ki se bojo dogajale. Najlepša hvala še gospa Forte, potem pa gremo na naslednjo temo. Da ne bomo konkretni za lokalno občino, vendar če en poslanec evidentno prilagodi neke dokumente za to, da se lahko osebno okoristi, mislim, da bi tukaj mogla pravna država delovati in iz osebne integritete bi tudi kakšen poslanec mogel odstopiti v preteklosti. Hvala lepa. Smo zaključili z replikami, zagotovo pa boste lahko še pri naslednjih temah. Nadaljujemo. Na 100 mladih, to pomeni od 0 do 14 let, v Zagorju pride kar 150 starejših od 65 let. V drugih zasavskih občinah so celo slabše statistike. Zasavje se torej hitro stara. Kaj bi kot poslanec naredili, da mladi ostanejo ali se vrnejo v Zasavje? Denimo en konkreten ukrep, sprememba, kaj bi kot poslanec naredili, da mladi ali ostanejo ali pa da se vrnejo v Zasavje. Gospa Forte, pa bom tokrat vas. Torej, prav gotovo je država odgovorna prvenstveno za razvoj regij. Če opažamo, da je Zasavje drsi v to demografijo z zelo staro populacijo, je potrebno pomagati, da se razvija nova delovna mesta. Torej, mladi ljudje potrebujejo delovno mesto v bližini, a ne, potrebujejo stanovanja in tukaj država lahko pomaga z investicijami. Po drugi strani pa se v Slovenski demokratski stranki zavzemamo za decentralizacijo, torej, da mladi ljudje tudi mogoče potujejo iz Ljubljane v Zasavje in prevzemajo delovna mesta. Sigurno so spodbude za mlade družine, za redno otroški dodatek, ki ne bo odvisen od dohodka, ampak stimulativen in ne glede na vezan na regijo? Tukaj na splošno govorim, a ne? Ampak če bo na splošno, bo tudi za nas Zagorje in Zasavje dobro. Torej, če bomo podpirali mlade družine, da bojo imele večje ugodnosti, da se bojo lažje odločali za otroke, potem je tukaj prva odgovornost države. Ok, hvala lepa. Gospod Macerl, kako privabiti ali obdržati mlade v Zasavju, da se ta statistika ne bo še slabšala? Jaz sem imel življenje 1000 razlogov, da bi pobegnil iz Zasavja, pa sem ostal. Pa 4 otroke imam. Tako da, rad se moramo vedeti. Pa rad imaš med domač kraj in ostaneš in si razviješ delovno mesto. Jaz sem si ga razvil sam. Težko je, ampak da se. In drugo je, če je suport politike, jaz sem v takratnem času imel možnost samozaposlitve in prezaposlovanja, ki se je rodnik zapiral, in danes je seveda eno je odpiranje
samozaposlovanje, nova delovna mesta in to je moč države tukaj zelo velika in je še veliko priložnosti. Delovna mesta oziroma stanovanja, to je Levica naredila ogromno in tudi naprej, kot kaže, gradnja neprofitnih stanovanj, da dobijo mladi stanovanja in kadrovska stanovanja, pa seveda decentralizacija in transport, javni prevozi, železnice. Tako da v vsakem primeru pa stojim na stališču, da je vsak prevoz že na relaciji 60 km vzame družini 2 ure tega, da je družina. Ampak so starši nekje na poti med delovnim mestom in družino. In Dobro. to ubija mlade družine. Hvala lepa, gospa Stošicki. Ja, to ponavadi takšno vprašanje zastavljate generacijam, ne, ki niso generacija mladih, ne. To so tisti, ki se gremo odločimo iti v politiko ali pa biti nosilci nekih pač ukrepov na državnih ali pa regionalnih ravneh, ampak pravzaprav je dejstvo, da je mlade treba znati razumeti in jih znati poslušati in v bistvu jih vključevati v odločanje, ne. Generacije z X delujejo popolnoma drugače, recimo odpiranje delovnih mest. Kaj je to odpiranje delovnih mest? Veliko jih je za računalnikom, delovno mesto jim je svet, ne več samo Slovenija, ne, in dejansko lahko na ta način jim ustvarjamo, da delajo doma, a ne globalno. To je prva stvar, kjer bi jo spodbujala. Seveda treba dati mladim podjetnikom možnost pač dejansko, da naredijo podjetje, da raste in se razvija. Zelo lep primer je Dewesoft, kjer so začeli čisto od začetka, od starta podjetja, pa so dejansko s podporo malo tudi države, a ne, ampak seveda tudi za pač globalizacijo takoj v bistvu naredili zelo impresivno podjetje. In veliko takih talentov mladih imamo in jih država ne zna prepoznati, dovolj podpreti in na ustrezen način podpreti. In tukaj je veliko prostora še v bistvu, da damo priložnost mladim, da se razvijajo v regiji, kjer so se rodili in živeli. Hvala lepa, gospa Brajer. Kako in zakaj bi mladi ostali v Zasavju? Ja, tudi jaz mislim, da je treba tukaj okrepiti gospodarstvo. Treba bo pripeljati denar za razvoj v Zasavje. Tako da tukaj bi bilo treba na primer kot v Prekmurju narediti nek sklad, kjer bi bil denar namenjen za razvoj Zasavja. Od kakšnih 150 do 200 milijonov, da se res nekaj konkretnega naredi, kot je moja kolegica rekla na tej strani. Treba je mladim privlačna delovna mesta narediti in tudi v tem stilu narediti, da bojo se vrnili nazaj v Zasavje, ker veliko nas odhaja v Ljubljano v službo, pa si večina želi ostati v Zasavju, samo pač trenutno ni primernih mest za nas. In s tem bi omogočili razvoj gospodarstva, tudi stanovanj in vsega, kar je povezano s tem. Družine bi lahko bile skupaj, več časa bi bile skupaj, ker ne bi preživele na cesti. In to je sigurno nek ukrep, ki ga je nujno treba narediti za Zagorje in za Zasavje. Najlepša hvala. Gospod Šiles. Ja, jaz bom povedal skoraj isto, kar je povedal kolega Uroš, z javno neprofitna stanovanja in z veliko močnejši javni prevoz. Bi pa obenem tudi poudaril, da bi bilo mogoče treba potuhtati tudi v decentralizaciji države in mogoče tudi kak državni urad ali pa mogoče celo kak ministrstvo ali pa kaj prestaviti v Zasavje, da bi s tem odprli dodatna delovna mesta tukaj in se nam ne bi bilo treba voziti v Ljubljano. Hvala lepa, gospod Gospodarič. Tudi vi ste rekli, da ste bili v tujini veliko. Kako bi vas dobili nazaj oziroma novejše generacije morda? Lejte, ja, veliko sem hodil po svetu, veliko sem videl, 90% krajev je zelo, zelo slabših, kot so naši. Ne. Naše Zasavje so res ne 3 lepe doline miru, tako da vsak, ki je tukaj živel, ki se je podal v tujino ali pa šel drugam živeti, si nekako želi vrniti nazaj. Ne. Tako da to, bi pa začel nekje drugje. Ne. Problem, ki ga imamo, se kaže tudi v Zasavju, ampak to ni zasavski, niti ni samo zagorski problem. Če pogledamo, okoli 65% delovno aktivnega prebivalstva v teh mest, ki so nekako v okolici Ljubljane, približno na te oddaljenosti, kot je Zagorje, Trbovlje, tudi Hrastnik, se vozi na delo v Ljubljano. To je približno 1 uro vsako smer. To je nekako, mogoče neka realnost, ki se jo težko izognemo. Zakaj? Zaradi tega, ker mlad človek gre v šolo, se izobrazi, si izbere neko kariero
in očitno 60% teh karier ne moreš realizirati v lokalnem okolju v mestu 16 000 prebivalcev. To mislim, da tukaj bomo težko kaj naredili. Če človek hoče biti pilot, ima danes delovno mesto v Frankfurtu ali pa v Dubaju. Pač letališč, letalska družba v Sloveniji ni. Ne. Druga stvar, ker je, se pravi, predvsem tukaj je treba mladim omogočiti, da si razvijajo, ustvarijo življenje in družino v samih teh vseh krajih, kjer so. Ne. Okay. Zato bi bil ukrep priroda, ki ga zagovarjamo, se pravi, prva stvar je... Na kratko, prosim. Ne bom šlo tukaj na kratko, bom poskusil. No. Se pravi, zagotoviti večjo količino zazidljivih parcel, da si lahko mladi kupijo parcele, da lahko pridejo investitorji, naredijo stanovanja, da so ta stanovanja po sprejemljivi ceni. Danes sem gledal na nepremičnine.net, v Zagorju se 3 stanovanja... Najmanj v Zasavju jih je trenutno v prodaji, ampak moramo tudi ostalim prepustiti. Druga stvar, vključitev vrtca v sistem javnega izobraževanja, naj država prevzame strošek, naj bojo vrtci brezplačni, da mladi ljudje ne stojijo pred izbiro ali stanovanje ali otrok. Tako bomo rešili tudi demografsko vprašanje, pokojnine in tako naprej. Hvala lepa. Gospa Stošicki je še imela repliko, potem pa gospa Forte, vi pa seveda boste še na vrsti, gospod Kunc. Ja, jaz bom sam na kratko še dodala, no, mislim, vsak mlad je res zdaj že mobilen, ne, sploh evropski v okviru Evropske unije, ki je prost pretok dela in v bistvu talenti uhajajo, ne, in vsak najprej pogleda, koliko mu bo neto ostalo, ne, pomen z vidika tega, kako bo živel. In seveda, če imate bruto neto pri nas zelo obremenjeno, bojo preprosto mladi šli. Drug element, ki ga presojajo, pa seveda to, kako bomo na delovnem mestu lahko napredoval, ki bo imel možnosti osebnega razvoja, ne. In tudi ta del se mi zdi, da mladi, ki res imajo res veliko energije, talentov in tako, res zaradi tega odhajajo in to je treba za ukrepi. In nekateri so že ukrepi zelo jasni, tudi dobre prakse s tujine se lahko prinesejo k nam, da se jih zadrži ali pa privabi nazaj. Hvala lepa, gospa Stošicki. Še repliko je imela gospa Forte. Ja, za Zagorje je značilno, da imamo zelo veliko dnevnih migrantov, kar 62%, in imamo zelo slabe povezave in Zasavje ima eno najslabših povezav izven svoje regije. Imamo samo en dostop na avtocesto A1, potrebujemo še en dostop med Trbovljami in Hrastnikom, potrebujemo en dostop proti jugu vzdolž Save in to bo odprlo regijo in potem tudi dnevne migracije ne bodo tak problem, kot so danes. Opozorila bi samo na 2 zelo razviti občini, recimo Ivančna Gorica in Trebnje, ki imata najvišji prirast mladih. In tam prav tako obstajajo dnevni migranti, ampak so se potrudili in imajo hiter dostop do mesta Ljubljane in tudi, če gledate, če se peljete ob avtocesti, koliko je tam gradnje in tega v Zasavju nimamo. Ja. Hvala lepa. Gospod Kunc, še vi? Vas čaka odgovor na to vprašanje, ne? Ja, jaz z tega gordijskega vozla prav gotovo ne bom razvozlal, ne? Ampak sprijazniti se moramo z dejstvom, da se v Ljubljani odvije približno polovica vse gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Ne? Zaradi tega so tudi te migranti, toliko velikih migracij v Ljubljano iz vseh krajev Slovenije, tudi iz Prekmurja. Ne? Zdaj, tlele se mi zdi, da so sogovorniki malo zašli z osnovne teme, ko so govorili o dnevnih migrantih. Če hočemo mi vrniti, recimo tiste, ki so se izselili iz Zasavja, je pač potrebno izpolniti pač nekaj pogojev. Jaz 23 let živim v Zagorju, kot sem v začetku rekel, v tem času in upam, da se motim, da me kdo popravil, če to ne drži, je bil izgrajen samo en večstanovanjski objekt v Kisovcu, v vsem tem času. Pred 3 leti je bil zgrajen večstanovanjski blok v Zagorju. A res, kje pa? Na selu, ampak to je bil zasebni investitor, ampak je bil, ja. Ja, ok, dobro, no. Sta bila pač 2, namesto enega, v 2 desetletjih dobrih, ampak zdaj tisti, ki se želi vrniti, kam ne se pol vrne, če tega fonda ni. Drugo, mislim, kar je pa zadeva celotno demografsko sliko, s katero se ukvarja praktično vsa Evropa, je pa ta, da pač to demografsko sliko rešuje tako, da
pripeljejo cenejšo delovno silo v svoje kraje in na ta način pač te lastniki kapitala povečujejo svoj profit. Po eni strani gledamo, da se ljudje vozijo, dobro v Zagorju tak primer ni, po drugi strani pa podjetja iz Zasavja ali pa iz okolice pa uvažajo pač delavce iz Filipinov ali pa iz Nepala, Indije in tako naprej. Hvala lepa. Nadaljujemo. Soočenje bomo začinili tako, da boste vsak od vas bo žrebal en listek. Anže, naš osnovnošolec, ki išče oziroma razmišlja o bodočem delu v medijih, takih si želimo, izvoli Anže, kar postrezi kandidatom, vsak bo dobil en listek, na tem listku pa bo ime drugega kandidata, ki mu boste vi zastavili vprašanje. Torej, v roke boste dobili ime enega od kandidatov in temu kandidatu boste vi zastavili vprašanje. Tako, zdaj pa, glede na to, da ste dobili prvi listek, gospod Gospodarič, boste tudi prvo vprašanje zastavili in seveda povedali, komu boste zastavili vprašanje. Tilu Šilesu bova kar nadaljevala eno debato, ko sva imela, ne mi razloži, kako si predstavlja, da bo kupil si stanovanje v Zagorju, ki stane 3000 evrov na kvadratni meter. Ja, ena opcija je jackpot, da ga znam. Druga opcija je pa, kot sem rekel, nacionalizacija praznih stanovanj pa gradnja novih javnih neprofitnih stanovanj. Kakorkoli obrnemo, to bomo mogli narediti, ker drugače mlad ne bomo vršili do stanovanja, kakorkoli. Ok, hvala lepa. Gospod Šilec, kar obdržite mikrofon. Naslednje vprašanje je vaše. Komu bo namenjeno? Moje vprašanje bo namenjeno Nataliji Stašicki. Če boste zvoljen, boste podprli Janšeta kot mandatarja? Torej vprašanje, če boste izvoljeni kot poslanka, ali boste podprli gospoda Janšo kot mandatarja, če sem prav razumela? Ja. Podprla bom program, a ne program stranke, kar pomeni, da to, kar se bo dalo zrealizirati programu, tam bo tudi podpora. Niste odgovorili. Nadaljujemo vprašanje, ni replik oziroma so lahko druge. Gospa Tanja Brajer, komu boste vi danes zastavili vprašanje? Ja, jaz bom zastavila vprašanje gospe Alenki Forte. Bi pa vprašala podeželje. Ko boste poslanka, kaj boste naredili za podeželje? Kot veste, v Zagorski dolini imamo ogromno makadamskih cest, ljudje se izseljujejo, predvsem mladi. Kaj bi naredili za podeželje, da bi bilo privlačno in da bi ljudje ostali? Mislim, da z asfaltiranjem ne bomo rešili podeželja. Mi potrebujemo državne spodbude in zaščito malega kmeta, subvencije, da podeželje doprinese k večji samooskrbnosti slovenske države. Vemo, da zelo malo proizvedemo zelenjave, tudi določenih drugih pomembnih živil, tako da je naše podeželje, naše kmetijstvo potrebuje vso podporo za to, da mi ostanemo na varni strani, kjer bomo samooskrbni na področju pridelave hrane. Drugo je pa seveda še druge področje, ampak podeželje ohranjamo tako, da zagotovimo subvencije, podporo kmetu, da dobro prodajo, da bomo rekla, živimo in uživamo lokalno pridelano hrano. Najlepša hvala. Gospa Stošicki, komu boste vi zastavili vprašanje? Tanji Bajer. Tanji, vemo, da denar v bistvu financira vse, a ne? Nimamo denarja, ne moramo lepih želja ali pa tistega, kar se želimo zrealizirati. Denar seveda prihaja od gospodarstva, ker se kreira dodana vrednost. Gospodarstvo pada po konkurenčnosti globalno. Kaj bi naredila, da bi slovensko gospodarstvo postalo bolj konkurenčno, bolj inovativno, s katerimi ukrepi? Hvala za vprašanje. Ja, sigurno bi lahko začeli z znižanjem davkov za plače. S tem bi sigurno marsikatero podjetje videlo luč na koncu tunela. Potem pa razne gospodarske spodbude, znižanje različnih davkov, različnih neumnosti, ki jih je tudi že kakšna vlada uvedla, da bi gospodarstva imela moč in želela si delati in ustvarjati v Sloveniji, ker kot vidimo zadnje čase zgodbe podjetja odhajajo na sosednjo Hrvaško. Res žalostno, no? Tako da jaz bi se lotila celostno
teh davkov in različnih stvari, ki morijo in težijo gospodarstvo, da bi to zmanjšali in olajšali, pa na način, da država ne bo zdaj, ko bojo eni skočili, da država pa zdaj bo propadla, ker ne bo tega več. Jaz verjamem, da se to da nekako zmerno narediti, da bo gospodarsko uspešno, da bomo šli naprej z gospodarstvom, ne da bomo tonili in tonili, tako kot zdaj to trenutno delamo. Hvala lepa. Gospod Macerl, komu boste namenili vprašanje? Kajti Kunc. Mene pa zanima, kako vi gledate na podnebne spremembe oziroma na to, kako bo podnebne spremembe vplivale v naslednjih 10 letih, 50 letih in več na način življenja in na mlade generacije, ki ta trenutek niti še ne morejo odločati na volitvah in glede na to, kakšno odgovornost mi imamo danes kot politiki zaradi njih. Ja, najprej bi se morali zavedati tega, da imamo mi naš planet sposojen od naših potomcev. Se pravi, da moramo ta planet pač prepustiti našim potomcem v čim boljši kondiciji oziroma ne poslabševati. Drugo, kar je, te podnebne spremembe, mislim, tlele so deljena mnenja in jaz mislim, da tlele to ni samo posledica človeka, kot pač ene vrste, ki živi na tem planetu, se na Zemlji podnebje spreminjalo tudi pred nastankom človeštva, preden je človek pač postal homo sapiens, recimo temu. Tako da zdaj seveda moramo varovati okolje, to je prav gotovo. Mislim, če pogledamo danes, je bilo vprašanje, pač je treba spodbujati kmetijstvo, kupujemo kao ekološke izdelke, pa vendar vemo, da je cel planet zastrupljen. Kako so potem ti kmetijski proizvodi ekološki, če je cel planet zastrupljen? Vode so polne plastike, zemlja polna pesticidov in tako naprej. To moramo mi sanirati in zdaj vloga te politike, ki je danes, tudi nas, če bomo prišli v državni zbor, najbrž vsi ne, ampak nekateri med nami pa, bo pač predvsem v tem, da se usmerimo v sanacijo te škode, ki smo že naredili. Hvala lepa. Gospa Alenka Forte, nadaljujete z vprašanjem, komu je namenjeno? Gospodu Urošu Macerlu, vem, da ste vi ekolog, da se zavzemate za zeleno, me pa zanima, kaj menite, kako bo Slovenija zagotovila energetsko samozadostnost. Mi imamo vojna žarišča levo-desno, imamo slab dostop do energentov in me zanima, kako vidite rešitve za Slovenijo, da bo energetsko samozadostna in ali podpirate vetrne elektrarne. Ja, te vojne, ki jih danes gledamo, nam samo še enkrat nas opozarjajo, kako je, če si energetsko odvisen. In ta trenutek smo seveda odvisni v veliki meri od fosilnih goriv, ki jih nimamo. Če pogledamo jedrsko, tudi tu smo odvisni, nimamo lastne tehnologije, nimamo lastnega goriva in v vsakem primeru tudi na tem področju smo odvisni. Mi to gledamo kot potrebo, da se zagotovi samo oskrba Evrope, ne samo Slovenije. In narediti samo oskrbo Evrope povezano, zato ker imamo evropske države, ki imajo zelo močno vetrno energijo, druge, ki imajo geotermalno močno, tretje imajo recimo zelo veliko vodnih virov in naslednje sončne energije in če to dobro povežemo in Slovenija ima to srečo, da je v enem centru in zelo dobro povezana in nam se je že naredil, da smo imeli in izpad Teša in izpad Neka, pa nobena žarnica ne ugasla, ker to pomeni, da imamo ta ozankanost po Evropi zelo dobro. Če ta dogovor evropski smo ga sposobni dogovoriti, je to največ, kar lahko naredimo. Če bo pa vsaka evropska država tekmovala, da bo sama zase samozadostna, potem bomo imeli pa vse evropske države izjemno drago energijo in jo bomo en drugem drago prodajali, ko bo nekdo v škripcih. In rešitev je evropska povezanost in kar se tiče vetrne energije, Slovenija jo nima veliko, malo je ima.
In še tisto malo, ki jo imamo, jo očitno ne bomo znali izkoristiti zaradi napačnega pristopa do ljudi. Ker način, kako se pristopa v te investicije, je popolnoma zgrešen. Gre tako, da se investitor že odloči, da bo naredil, ko že naredi ogromno enih načrtov, šele tisti, ki tam živijo, zvejo, da bojo to dobili. In na ta način mi ne bomo mogli umeščati teh vetrnih elektrarn, spremeniti ta pristop. Najlepša hvala. Gospod Kunc, nadaljujemo z vami. Komu je namenjeno vprašanje in kakšno bo vprašanje? Moje vprašanje je namenjeno gospodu Petru Gospodariču. Torej, jaz sem že leta 2019 pisal o tem, da je že takrat po podatkih Transparency International bila korupcija v Sloveniji pač 3,5 milijarde evrov oziroma toliko denarja je poniknilo javnega denarja v zasebne žepe. Jaz ocenjujem, da ga je zdaj veliko več, ampak zdaj v tej predvolilni kampanji je vaša stranka edina, ki odpira to temo. Pa me zanima, na kakšen način bi vi zajezili oziroma preprečili ta korupcijski odliv javnega denarja. Hvala za vprašanje. Sprašujete revizorja. Seveda z revizijo vseh javnih odhodkov in zelo restriktivnimi ukrepi, ustrezno zakonodajo, da se že enkrat te nalukljani žepi naše države zašijejo. Denarja je dovolj, to smo v prerodu prepričani, tudi jasno smo povedali, v zadnjih 10 letih se je samo ta del državnega proračuna, ki se nanaša na Vlado Republike Slovenije, povečal za 7 milijard, na 16 milijard, tako da mislimo, da tukaj je denarja res dovolj, enostavno je treba najprej ta denar začeti učinkovito porabiti, nobenih novih davkov in potem, ko bomo enkrat imeli to stvar pod kontrolo, bomo najbrž ugotovili, da bi lahko tudi kakšne davke, ki je začeli nižati. Najlepša hvala, torej vsem, ki ste jim podali vprašanja in seveda odgovarjali. In pa naslednje vprašanje, malce bolj kratke narave. Če vaša stranka pride v parlament in vam ponudijo možnost, da postanete minister, kateri resor bi izbrali in čisto prva stvar, ki bi jo naredili? Gospod Kunc, pa začniva zdaj midva. Torej, jaz bi se najprej lepo zahvalil za ponujeno ministersko funkcijo in jo ne bi sprejel. Dobro, hvala lepa, se pravi, ni vprašanja, kaj bi naredili, a ne? Gospa Alenka Forte, kateri resor bi si izbrali in kaj bi bila čisto prva stvar, ki bi jo naredila? Glede na to, da prihajam iz zdravstva in da sem odgovorna za program zdravstva naši stranki, bi bilo seveda to resor zdravstva, ki pa menim, da je trenutno v tako težki situaciji in prvo, kar bi bilo iskati sogovornike, to je v stroki in v sodelavcih na Ministrstvu za zdravje. Torej pošten odgovor, pridobivanje zaupanja in potem skupno delo. Hvala lepa. Gospod Macerl, kateri resor in kaj bi bila prva stvar? Kmetijstvo, in sicer najprej bi bilo treba narediti vse, da se gorsko-višinske kmetije, hribovske kmetije, ki delajo v OMD, pomeni z omejenimi dejavniki, zaščitijo, ohranijo žive, ker vsaka kmetija v teh pogojih, ki umre, jo trajno zgubimo. In danes gledati, kaj je za prihodnost nekaj najbolj pomembnega ob energetiki, seveda tudi ob miru, ki ga gledamo, da je ogrožen, je hrana. Hrana za samoskrba in tisto najprej, kar zjutraj dobiš, če ti zjutraj nimaš te osnovne energije, da imaš zajtrk na mizi, potem je tudi vse ostalo brez veze. Gospa Stošicki, vaš resor in kaj bi naredili? Gospodarstvo. Boste presenečeni, čeprav sem finančnica, ampak ne bi bila ministrica za finance, bi bila pa za gospodarstvo. Na SID banki sem 10 let vodila razvoj financiranja gospodarstva v času COVID krize, v času financiranja inovacij in je premalo narejenega. Imam pogled v to, kako druge razvojne banke v Evropi financirajo in kjer ukrepe imajo za gospodarstvo in moram reči, da prvo kot prvo bi mogli imeti sprejeto strategijo industrializacije po industrijskih vertikalah, drugič močno podpreti inovacije v gospodarstvo, da se skopljamo ven iz tega nazadovanja po lestvici inovativnosti in padanja konkurenčnosti globalno.
In seveda to se da narediti tako za boljšim črpanjem evropskih sredstev, kot tudi na druge načine. Sklad, ki je zdaj pri Sitbanki 400 milijonski, sem se prizadevala 700 milijonski sklad za financiranje tega, skombiniran z nepovratnimi sredstvi. Hvala lepa. Gospa Brajer, bi sprejeli ministrsko mesto in kje bi to bilo? Jaz bi pa vzela kar premiersko mesto, pa bi ukinila ministrstva, na 15 bi jih dala in bi digitalizirala javno upravo. Gospod Tilj Šiles, ministrsko mesto, kateri resor in kaj bi bilo najprej? Ministrstvo za delo in nujen dvig minimalne plače, zaradi tega, ker imamo na eni strani delavce, ko imajo minimalno plačo in z njo životarijo, na drugi strani imamo pa firme, korporacije z rekordnim dobičkom. In še gospod Gospodarič, izvolite. Peter Gospodarič bi prevzel ministrstvo za gospodarstvo in naredil točno tisto, kar si želijo naši gospodarstveniki, to je, da bi jim dal mir. Najlepša hvala vsem, torej imamo že nekaj pozicij rezerviranih, morda pa nadaljujemo z našimi vprašanji. Danes imamo na našem odru dobrih 40% žensk, če štejemo še mene kot voditeljico, smo na 50%. Predvsej drugačna pa je slika na najvišjih pozicijah strank. Predsedniki skoraj vseh vaših strank so moški, le zastopnica Levice in SLS je ženska, ostali so moški. Zakaj so vodilne pozicije v politiki skoraj izključno rezervirane za moške? Kaj menite, gospa Brajer? Ja, jaz menim, da zato, ker mi imamo še otroke, skrbimo za njih, pa ker se nas tudi moški bojijo, ker mi smo trdne, odločne in mi gremo tudi z glavo skozi zid in se mi zdi, da včasih se moški tega ustrašijo in nam sploh ne dajo možnosti, da bi se pokazali, kaj lahko znamo in kaj lahko dobrega naredimo. Hvala lepa. Gospod Šiles, se strinjate? Se strinjam, da jih imamo premalo v politiki, pa na vodilnih položajih bi jih mogli biti dosti več. To verjetno izhaja tudi iz zgodovine, kako je delovala družba v zgodovini sploh, ampak bi na tem področju dal tudi večje kvote, mogoče, če je težje za ženske priti noter v politični sistem, bi dal večje kvote. Hvala lepa. Gospod Gospodarič. Pravzaprav enega razloga ne vidim. Lejte, od 45 leta naprej imamo popolno enakopravnost ženskih, moških v politiki, v vseh sferah. Tako da se najbrž ne odločijo zaradi tega, ali manj vstopa v politiko in tudi polih do vrha pride. Se pravi, ne bi tukaj videl nekih ideoloških, niti drugih nekih zarod in tega. Tako. Hvala lepa. Gospod Kunc, kaj pa vi menite? Zakaj tako malo žensk na visokih političnih položajih? Torej, jaz bom najprej povedal svoje mnenje, da mislim, da je to malce zgrešeno, da se o spolnih kvotah pogovarjamo. Pogovarjali bi se morali o sposobnostih, a ne tistih, ki recimo vodijo ali politične stranke ali pa državo. Če je to ženska, naj bo ženska, če je moški, naj bo moški. Že recimo iz izkušenj ali pa danes smo priča v zadnjem času, da so ženske, ki so v vrhu evropske politike, recimo največje vojne hujskašice v Evropski uniji. Tako da to prav gotovo ne more biti merilo. Velja. Gospa Forte, izvolite, kakšno je vaše mnenje? Mislim, da vsaka družba, ki želi dati res možnost tudi ženska, mora biti dobro razvita. To se pravi, ženska je pogosto mama, je pogosto žena in potem vse to breme, večinoma verjetno bolj sloni na ženski kot na moškem. In če družba ni do te mere razvite, da si lahko ženska, ki ima ambicije, sposobna, organizira zaradi tudi primernega dohodka, varstvo, pomoč v gospodinjstvu, potem je ona hendikepirana. Se pravi, ko je družba zadosti razvita, je tudi delež žensk v visoki politiki višji in tu je recimo Danska in skandinavske dežele so nam tukaj lahko vzgled. Hvala lepa. Gospod Macel, kaj pa vi pravite na to? Jaz mislim, da smo tukaj v Levici in Vesni lahko zgled slovenski politiki. In v eni in v drugi stranki imamo dualni način vodenja, imamo sopredsednico in sopredsednika in zelo veliko število žensk. In to je pokazatelj, da se da. Samo politika mora biti taka, da jim odpira vrata in da
jemlje njihove specifike takšne, kot so. To, da so mame in da mogoče v eni fazi, ko imajo majhne otroke, je pač se treba prilagoditi. Sicer pa ženske z izjemnimi sposobnostmi rabijo pot v politiko, zato ker se na tak način tudi politika spremenila na boljše. Hvala lepa. Gospa Stošicki, boste vi zaključili to temo? Ja, jaz moram reči, da najprej so mi bile ženske kvote smešne, zato ker sem celo življenje delala v finančnih krogih, v visokih vodilnih položajih in vedno bila v družbi samih moških, kot je ženska finančnica, ampak nisem imela nikoli občutka, da nisem imela priložnosti, v bistvu, ne vem, odločati o denarju, konec koncev sem upravljala 100-milijonske naložbe, spostavila 300-milijonski platformo za financiranje podjetij, ustanovila 6 private equity skladov, venture capital skladov, platforme, tako da v tem svetu se nisem nikoli počutila, kot ženska nekje, ne vem, da nisem imela priložnosti. Ampak potem sem pa Združenje menedžerk enkrat povabila, da ne na temo žensk v financah kaj povem, ne. In ko sem šla jaz gledati statistiko, ne, sem se zgrozila, ne, ker je bilo rečeno, in to je uradna statistika, da samo 2% ljudi bi dalo denarna sredstva v upravljanje ženskam. Ne? In potem sem rekla, kaj je tukaj narobe. Dejansko smatrajo nekateri ženske za bolj tvegane, zato so bolj čustvene, tako da se ne odločajo racionalno, kar je meni res hecno. In recimo, ko je bila največja gospodarska kriza 2008, je Morgan Stanley izračunal, da dejansko, če bi imel več žensk v financah, bi bila kriza manjša, ker dejansko so te hormoni poganjali v bistvu trge jih v špekulacije in tako naprej, to so bili seveda moški hormoni. Tako da, zdaj, če grem od hormonov stran, bom rekla tako, najbolj učinkoviti so mešani timi, ne, in zato je Evropa to zelo hitro prepoznala. Jaz sem delala veliko z Evropskim investicijskim skladom, z Evropsko investicijsko banko, tam so ženske kvote uvedli kar kmalu. In so ugotovili, in to so mi moški razlagali, ki so bili tam zaposleni, da so zelo pozitivno vplivali tako na vzdušje, kot tudi na drugačne vidike dela, upravljanja vsebin, ki so jih obravnavali, zato ker smo pač imamo vsak svojo specifiko in samo skupni mešani timi so po moje tudi uspešni timi. Najlepša hvala. In naslednje vprašanje gre bolj v smeri državnozborskih volitev, ki so seveda tik pred vrati. Predčasne volitve se že začnejo jutri, v nedeljo pa bo dan D ali kako temu rečemo. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi v parlament stopilo 7 strank, z največ mandati SDS in Gibanje Svoboda po podatkih Mediane. Zato vas sprašujem, kje je največja napaka Janeza Janše kot mandatarja in največja napaka Roberta Goloba v zadnjih 4 letih? Bodite konkretni, govorimo o eni napaki in bodite seveda iskreni. Pa začnimo, gospod Macerl, z vami. Torej, ena napaka Janeza Janše, ko je bil mandatar, in ena napaka Roberta Goloba zadnjih 4 let, ko je mandatar. Ena napaka, ki jo Janez Janša ponavlja že celo življenje, da tisto, kar naredi z rokam, spet z repam podre in razgradi demokracijo. To konstantno dela in jaz mislim, da to ga tudi na nek način definira takšnega. Dobro, še napaka Roberta Goloba. Robert Golob je prišel v politiko, po moje, izjemno politično nepodkovan in je v začetku delal veliko napak. Pa mislim, da se je v zadnjih letu 2 mogoče kar nekako postavil. Dobro, iščemo napake. Ampak kot napaka je pa to, da je v tem začetku dajal obljube, za katere bi nekako mogel vedeti, da jih v enem 4 letih ne moreš izpolniti. Hvala lepa, gospa Stošicki. Torej, napake dveh najbolj verjetnih mandatarjev. Če bi rekla Janeza Janša, sigurno njegova kapitalna napaka je bil odziv, kako je imel na COVID krizo, ko je v bistvu šel za vodnimi topovi nad ljudi. Če govorimo o gospodu Golobu, bi rekla, da je to popolnoma zanemarjanje, neposlušanje gospodarstva. Če govorim pa o obeh, kar bi rada, bi pa rekla tako, da vsak je imel kulturo, da pač tisto, kar je prejšnja politična stranka naredila, je bilo vse narobe, namesto bi priznali tisto, kar je bilo dobro in popravljali in potem v bistvu na tem gradili. Hvala lepa. Gospa Brajer, torej napaka enega in drugega. Jaz bi rekla, da je Janez Janša bil preveč sam soliral in da je bila to njegova napaka, da ni dovolj drugem, da bi tudi kaj povedali ali pa pomagali. Pri Golobu je pa v bistvu ista stvar. To pa kar res obljublja, pa vidimo, da stvari grejo pač v napačno smer.
koliko je obljubil 30 dni do specialista, zdaj vidimo, da je še malo podaljšal, ne, da je zmanjšal. Dobro. Hvala lepa. Gospod Til Šiles, torej napaka Janeza Janše v času mandatarstva in napaka našega zadnjega premijera. Napaka Roberta Goloba se mi zdi, ki je bila ful velika, oziroma ena največjih njegovih obljub pred volitvam, takrat 2022, je obljubljal, da bo ustvaril močen javno zdravstvo, pa da bo ločil dvoživke, oziroma da bo ločil zaseben pa javni sektor in tega ni naredil. Roka na srce, še kar imamo dvoživke. V redu, še druga napaka? Napaka od Janeza Janše, ne vem, vse, kar dela. Gospod Peter Gospodarič. Janši najbolj zamerjam njegove konstantne napade na pravosodje. S tem ruš demokratični institut, tretjo vejo obvesti, nekaj, da kar morajo državljani absolutno verjeti, da nam bo prenesla pravico. Robertu Golobu pa zelo me je zmotila ta njegova zadnja izjava, kar se tiče teh čakalnih vrst, ki je pred 4 leti obljubljal 30-dnevne čakalne vrste, zdaj pa izjavlja, da pravzaprav niti ne ve, kakšne te vrste so. Kako lahko praviš nekaj, kar niti ne znaš, pravzaprav ne veš o tem, ne? Dobro, hvala lepa. Gospod Kunc. Ja, jaz mislim, da sta gospod Janša in Golob po lastnostih, da sta si precej podobna, se pravi, da so tudi njune napake precej podobne. Recimo ena, ki velja za oba, je ta, da pač vsak pač ruši tisto, kar je pač njegov predhodnik naredil. To smo videli in pri Janši in pri Golobu, obe stvari. Druga stvar, ki je, saj ne vem, je to zaradi ena napaka, torej močnega ega, ali kaj, se nista navajena ali pa se nočeta medsebojno poslušati, kar je problem sploh demokracije v Sloveniji. Napaka Goloba sem že pač v eni od razprav povedal, je to, da ne drži besede, da pač nekaj pove in pač da je to recimo čez par minut pozab ali pa čez en dan ali pa dva. Gospa Alenka Forte, torej napaka enega in drugega. Največja napaka gospoda Roberta Goloba je to, da nima format politika kot osebnost in da je šel v politiko iz osebnega maščevanja, ker je pač upravni odbor njemu mesto direktorja GEN-I odrekel, ker je bil zbran drug. Torej, on ni format politika in iz osebnega maščevanja je vodil politiko in resnično razdiralno. Gospod Janez Janša, njegova največja napaka pa je to, da to ni vedel. Da v bistvu gospod Golob iz takšnega osebnega vzgiba se sipa v slovensko državo. Hvala lepa. Naslednji format vprašanj bo imel odgovore da, ne in ne vem. Drugega odgovora ni. Tokrat bomo začeli na strani gospoda Gospodariča in sicer začeli bomo tako. Ali bi morali poslanci imeti omejitev števila mandatov? Torej da, ne ali ne vem. Ne. Gospod Šiles? Da. Gospa Brajer? Ne vem. Gospa Stošicki? Da. Gospod Macerl? Da, ne vem. Prej da, kot ne. Gospa Forte? Ne, ker jih izbirajo ljudje. Gospod Kunc? Da. Ali bi podprli višje davke za boljše javne storitve? Gospod Kunc? Ne vem. Gospa Forte? Ne, ker denarja... Gospod Macerl? Mislim, da imamo dosti velike za javne storitve. Gospa Stošicki? Da, ne ali ne vem. Ne. Gospa Brajer? Ne. Gospod Šiles? In Gospodarič? Gospodarič, ja. Nemogoče vprašanje. Da, ne vem. Obratno so razmerje. Dobro. Nadaljujemo še vedno. Da, ne ali ne vem so možni odgovori. Je v Sloveniji čas za privatiziranje zdravstva? Gospod Gospodarič? Ne. Gospod Šiles? Ne. 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 In še gospod Kunc? Ne. Pa kar ohranite mikrofon, bova še enkrat nadaljevala. Ali bi podprli obvezno služenje vojaškega roka? Da. Gospa Forte? Ne, prostovoljno. Gospod Macerl?
Ne, prostovoljno. Gospa Stošicki? Ne. Da. Ne. Ne. In ali so plače poslancev previsoke? Da, ne vem. Ne. Ne, glede na to, da vodijo državo. Gospa Brajer? Ne. Ne. Gospod Macerl? Ne. Ne vem. Gospod Kunc? Ne vem. In še, bi morali poslanski kandidati imeti potrdilo o nekaznovanosti? Gospod Kunc? Da. Gospa Forte? Da, pa še kaj bi dodala. Gospod Macerl? Da. Gospa Stošicki? Absolutno da. 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 In še zadnje, da ne vem vprašanje, se strinjate, da se omeji kandidatura za poslanca na vsaj 6. stopnjo izobrazbe? Da. Gospod Šiles? Da, ne vem. Ne. Gospa Brajer? Da. Da. Ne, ker mislim, da je veliko srcu. Gospa Forte? Ne. Ne, ker bi bila to kršitev ustave. Ena stvar za regijo, nič več da ne vem, bomo zdaj še malce na širše lahko govorili. Če bi lahko kot poslanec uresničili samo eno stvar za našo regijo, kaj bi to bilo? Bodite konkretni v svojih odgovorih. Pa začnimo na sredini, gospa Stošicki. Ja, v bistvu bi dala pogoje pa financiranje uredila za to, da pa se pripeljejo delovna mesta v Zasavje oziroma v Zagorje, da se postavi se ena fabrika z visoko dodano vrednostjo. Hvala lepa, gospa Brajer. Ja, enako. Poskrbela bi za gospodarstvo in pa za grajenje stanovanj. Gospod Šiles, bodite zelo konkretni torej. Postavil bi pogoje za izgradnjo javnih neprofitnih stanovanj in s tem privabo nove mlade. Gospod Gospodarič. Jaz bi pa vložil denar v centralno ogrevanje vseh 3 Zasavskih dolin na geotermalno energijo in bi vztrajal, da je ta čim cenejša, da se čim več gospodinjstev priključi na njo, da enkrat za vselej rešimo problem onesnaženega zraka ob inverzijah v Zasavskih dolinah. Hvala lepa, gospod Kunc. Ja, izboljšanje kakovosti življenja v Zasavju, predvsem kakovosti zraka in seveda sanacijo medijskih toplic. Ok, hvala lepa. Gospa Forte. Absolutno razvoj ustrezne infrastrukture prevoza, odprt z naše doline navzven, ker vemo, da je recimo sploh Zagorje izredno obremenjeno s tranzitnim prometom in imamo še vedno visoko stopnjo onesnaženosti s PM delci in zaradi tega imamo še veliko zdravstvenih težav od srčno-žilnih bolezni, pljučnih bolezni in raka in to vpliva na kakovost življenja, torej od Predzasavja z modernimi povezavami navzven iz Zasavja. Hvala lepa in še gospod Macerl. Zasavje je obrlo en list razvoja, zelo težk čas in jaz si želim, da se ta prehod iz te težke industrije energetske nadaljuje, ampak ga je treba nadaljevati na vseh ravneh. Od stanovanj do energetike, do gospodarstva, zdravstva, zraka, pomeni, da ta korak, na katerega, mislim, to pot, na katero smo šli, nadaljujemo. Hvala lepa. Ste želeli še repliko, gospa Forte? Hvala lepa za to opombo. In tudi hvala vsem 7 kandidatom, ki ste danes pogumno sedli na oder Zagorskega delavskega doma, se predstavili javnosti v dvorani in se predstavili tudi javnosti, ki vas bo lahko spremljala v videu, ki bo objavljen že jutri na našem spletnem portalu. Pogumno, nedelja se bliža. Najlepša hvala tudi vsem gledalcem, ki ste danes prišli v živo spremljati in podpreti kandidate ali pa vsaj se odločevati. Upam, da bo odločitev za vas v nedeljo lažja. Hvala lepa in lahko noč.